Ker je poletje, so seveda naši estradniki po večini na morju, zato si bomo danes še enkrat oblizovali prste ob kuhanju Mirana Stanovnika. Na pult kuhinje v salonu Mlinar in Mlinar v Ljubljani smo spet postavili same zdrave sestavine. Grški jogurt, grško hladno stisnjeno olivno olje in olive ter prvič v naši oddaji tudi sveže testenine z različnimi nadevi. Na kmetijo v Dorfarje pri Škofji Loki smo odšli iskat sveže šparglje. Poiskali pa smo tudi bio-paradižnikovo omako, bio-kis in seveda naše bio-začimbice. No, tudi tokrat pa niso manjkali domači pustotnikovi mlečni izdelki iz kozjega, ovčjega in kravjega mleka. Poskrbeli pa smo tudi za to, da bodo naši znani Slovenci od zdaj naprej jedi pripravljali v najkvalitetnejši posodi. No, Miranu smo samo še napisali navodila, ponudili bio sok in za darilo pripravili košarico grških jogurtov, saj vemo, da beljakovine športnikom vedno pridejo prav. Gremo kar v akcijo. Najprej bom to pripravil šparglje, jih malo popekel v eni specialni posodi, kot ste videli, kar je tudi brez olja. Potem lepo paradižnike, majhen sirčka bomo še popekli, da bomo en tako hladno predjed, v bistvu v smislu solate pripravili, ali pa tudi mogoče bi kdo lahko za glavno jed to imel. Majhen bomo tale delček olupili, tako da ne bo čist preveč lupine gor, da pridejo malo bolj mehki. Zdaj pa pečenka, v smislu šparglov seveda. Tako ne. Tole mašino specialno bomo dali gor. To še jaz nisem vedel do danes, ampak to je ena posebna mašinca, pripomoček, ki je zelo koristen, da malo privarčujemo z energijo, pa tudi seveda, da ne bi kaj preveč zažgali ali pa kaj takega. Zadeva dela, ko bo na dovolj veliki temperaturi se segrela, grejo šparglji noter, potem pa naprej akcija. Seveda, brez oljčka za začetek. Ta čas, ko se tole segreva, bomo pa malo še druge stvari pripravili. Sirček za na žar, ki ga bomo potem malo kasneje popekli. To je za moj teniški komolc trening, ki treba fajn pritisniti. Gleda, da bojo travmatologi danes brez mojega obiska. Tole. Še paradižnik bomo majhen prištimali. Ali ga treba oprati, čeprav jaz verjamem, da je bio v tele kuhinji, ampak za vsak slučaj. Orehov pa ne bomo nič pravili. Malo paradižnika pripravili. Evo ga, dečko kliče. Paradižnik bo malo počakal, zato da bomo napredovali z delom. Takole. Evo ga, šparglji grejo noter. Pokrijem, da bo uhajala nam energija za brez veze. Tole bo se majhen dal na pol, tako da bo majčken več okusa dal paradižnik, pa še malo več oljčkov prišlo zraven, ker bomo seveda potem uporabili olivno olje najboljše kvalitete. In to delam zato, ker imam jaz tako jed zelo visoko postavljeno v mojem izboru. Da ne bo kdo kaj drugega mislil. Da vidimo, ferčni ljudje, kaj se dogaja tukaj noter. Aha, evo, dela. To je tako kot čevapčiči oni sarajevski, malo daljši so, pa jih je treba zelo previdno premikati. Jaz sem zdaj še majčkeno pokril, zato ker se mi zdi, da so zelo debeli šparglji, da je fajn, če se še majhen predušijo skozi, pa pogledamo čez par minut, kaj se bo zgodilo. Zdaj pa majhen olivenega oljčka, ter na tale paradižnik, na češnjevc. Jaz to delam malo po svojem okusu, zato ker imam zelo rad olivno olje, pa ga je tudi majčkeno več trošen. Mislim, da je prav, da še majčkeno damo kakšnega
zelenavce gor. No, zdaj pa tole že v redu, tako da pa zdaj šli že malo v akcijo naprej. Evo jih, kakšni komadi lepi. Zdaj raven za šefa kuhne še siguren ne bom, ampak za kakšno stvar tam v ozadju pripravljati bi pa že mogoče šlo skozi. Evo, zdaj pa gremo naprej v akcijo. Sirček, spet brez maščobe, ne? Jaz sem že štedilnik ugasnil, ker ima ta posoda to sposobnost, da zelo dobro akumulira toploto in je temperatura potem še dolg časa taka čist koristna za pripravo drugih jedi. In tudi to je ena fajna stvar, s katero se jaz danes prvič srečujem. Zdaj pa tale sirček je pripravljen in ga bomo kar lepo gor, lepo namestili, da se bo še primerno ohladil in spočil. Zdaj pa pripravimo vodo za testenine, ki so seveda sveže in redo. Solimo. Preveč ne smemo, da ne bo to neužitno. Vidimo, da je kar veliko vode. Takole, evo, sol je. Zdaj pa naprej. Sveže testenine smo rekli, tortellini, same dobre zadeve. Nič različne, dve različni bomo zbrali, zato da bomo lahko potem malo primerjali okuse. Tele testenine se kuhajo 1 minutko, to je kar v redu. Tele pa malo več. Že v akciji, nič narobe, če na uro pogledamo, a ne? Zdaj pa še eno prijetno paradižnikovo omakco. In jo bomo malo pogreli. Zdaj tole delam. Ta čas bomo malo parmezana pripravili, ker takale jed brez parmezana spet ne more iti, a ne? Evo, omakca je že precej v redu, tako da izključim, malo bom še pokril, da se ne bo preveč hladil. Smetanca je tukaj, malo bomo dali še zelišč, provensansko pa baziliko, tako da je res ta okus še zmeraj prisoten. In to je to. Pa nič se niso razkuhali. Tudi v redu. Majhen bom dal kisle smetane, pa nič komplicirali drugih stvari. Mečkan bazilike. Ne preveč, da ne bo preveč močen okus. Evo, zdaj pa še tele. Tukaj bomo dali pa malo omakce še, pa malo drugačnega okusa. Dali pa še majhen provensanske začimbice. Pa spet ne preveč, ne, pa hrano to, da bo. Še malo res dobrega domačega kozjega sira. Zdaj pa še majčken zelenega za podpis. Malo majarončka. In jaz srčno upam, da je to okusno, kar je bilo v tem smislu tudi pripravljeno. Dober tek. To je bila današnja oddaja Za zdravje. Vidimo se spet avgusta, do takrat pa vam želim čim več prijetnih, sončnih poletnih dni.